Gospod Razdrah, pod vašim vodstvom za zaključek sezone tudi prvi remi Olimpije. Zanima me ena ocena tega srečanja najprej. Ja, kratka ocena na hitro se mi zdi, da po 90 minutah, če potegnemo črto, smo bili veliko boljši nasprotnik, da je praktično načrt Gorice so bili kontranapadi. To jim je verjetno še olajšalo delo z zadetkom takoj na začetku, ne. Tako da, ampak ne glede na vse, mi smo prvi polčas bili slabi, drugi polčas začeli zelo dobro, dali na hitro 2 zadetka, imeli še, se mi zdi, 3-4 situacije, ki pa prečko, pa ne vem, odbitih žog, tako da bi takrat mogli zaključiti tekmo, pa verjetno bi bil na koncu rezultat še višji, ne. Ampak enostavno smo potem, pač, ko se to ni zgodilo, ne, naredili neumno, spustili igralca, da je pač sam odvlekel žogo 30 metrov, se je umiril, lepo naštimal na strel in pač zadev v dolgi kot in to je to. Z vašimi igralci se boste zopet snidali, mislim, da nekje sredi januarja. O čem boste razmišljali do takrat? Mislim, da bo malo prej kot sredi januarja, tako da ne vem zdaj, kaj je z določitvijo datuma pokalnega srečanja z Mariborom, če bo to pred prvenstvom, tako da kakor so neke napovedi, da bi bila to uvodna tekma pred začetkom prvenstva, je to še v bistvu še težje, da nas bo mogli pač prej začeti, ampak kaj razmišljati? Razmišljati, kako v bistvu še neke stvari izboljšati. Ne vem, par igralcev si želimo, da bi pač osvežili ekipo na nekaterih mestih, drugače pa da se vrnejo nekateri poškodovani, pomembni. Tako da jaz mislim, da ta zasedba ima perspektivo, da v bistvu smo se zdaj dobro spoznali in da ni nobenega razloga, da ne bi bili boljši v drugem delu sezone. Za zaključek mora biti še ena generalna ocena tega jesenskega dela sezone. Pa ja, jaz mislim, da mi moramo biti zadovoljni. Jaz moram biti zadovoljen, ob tem bi recimo do zdaj še nismo izpostavili, pač pohvalil še enkrat vse igralce, strokovni štab na čelu, mislim, pač s Karapetrovičem, z Kračmanom, Pavliničem, vsi, ki so sodelovali. Tako da enostavno splošna ocena je, da je Olimpija tam, kjer pač mogoče realno je mesto, da je neke prednosti na drugem mestu in da pač lahko gremo sproščeno v drugem delu sezone, ne v nek, bom rekel, nek konfuzen boj za ne vem kaj, ampak tekmo po tekmo, tako kot smo šli zdaj in tako da jaz mislim, da je situacija čisto v redu. Gospod Srebrnič, danes ste že vodili, zaostajali na koncu pa remi tukaj v Ljubljani, težka tekma. Zanima me najprej ena ocena tega srečanja. Ocena je bila taka, da smo mi odigrali zelo dober prvi polčas. Dobro smo v bistvu taktično stali in nismo pustili Olimpiji v bistvu skoraj nič. Dosegli gol bi še parkrat na varni, mislim, da je bila tudi 11 metrovka za nas tam za 2-0, ampak dobro. Drugi polčas pa smo bili izredno slabi, vsaj tistih prvih 20-25 minut, ko smo pustili, da se obrne rezultat in je imela še Olimpija več priložnosti. Tako da nekako na koncu smo po zaostanku nekako spet zaigrali in dosegli tudi ta gol na 2-2. Tako da, če vzamem celotno srečanje, je točka, lahko rečem, zaslužena, ampak normalno je, mene moti to, da imamo preveč nihanj v igri, kar bo treba popraviti. Nekako me zanima, torej ste danes dobili točko, niste izgubili 2. Vseeno me zanima ena ocena te sezone, tako kot ste dejali, ste skozi celotno sezono nekako nihali, na koncu pa vendar nekako ujeli tisto formo, zmaga proti Muri in remi z Olimpijo. Bi si morebiti želeli, da bi se liga nadaljevala? Zdaj v tem trenutku ne, ker vidim igralce, da so malo izčrpani psihološko tudi in tudi fizično. Mislim, da je mentalno za njih, dosti igralcev igra prvo sezono v prvi ligi in čutijo tudi določen pritisk, vejo, v kakšni situaciji klub in imajo neko breme. Zdaj, normalno je pa, da s tekmami dobivajo. Zdaj treba se odpočiti in se dobro pripraviti. Čakala nas bo spomladi zelo težk boj za obstanek. Upam, da bomo uspeli. Moramo imeti zmeraj pozitivno energijo, verjetno to. Upam, da nam bo kaj.
Goriško okolje pomagalo, da bomo lahko dobili tudi kakega igralca, ki bi pomenil res okrepitev za nas, ker bi tudi za te fante bilo nekako dobro, da bi hitreje dozorevali. Za zaključek nekako še mogoče ena generalna ocena tega jesenskega dela sezone. Glejte, mi smo do prestopnega roka, do 31. avgusta smo igrali zelo dobro, bili v vrhu, na kar smo potem izgubili še 3 igralce dodatno in nekako potem se nam je dosti stvari porušilo. Dobili smo nekaj igralcev, ki so prišli brez priprav takrat in nekako to je treba skomponirati in smo imeli velike težave. Igrali smo slabe tekme, kakšna dobra, pa spet slaba. Tako da je bilo res ogromno nihanj. Fantje so pokazali, da imajo nek potencial, vendar bo treba normalno, da dobivajo izkušnje in malo več odgovornosti v igri, malo več duel igre in to bomo mogli popraviti. Je pa za verjeti v njih zmeri in jaz sem prvi, ki verjamem in upam, da nam bo uspelo. To je to. Hvala lepa.